našega brata, pravoslavnega, bo z nami doživel svoje izkušnje, ko je za Kristusom, bomo videli, da smo se drug blizu nekaj. To je malce sem obleku. Moja bila je prv prespisnska maratona. Ne 7 let nazaj. In je kar ohranil, lepo maratona. Samo v zanimljivih priložnostih oblečem. Ja, kaj veš tako lepo povedal, ko bi pred mara se sprašujem, pa kaj ne jaz pa povem, ne? Kaj ne dodam, seveda. In v smislu tega našega dogodka in večera je vedno se vsi strinjamo, da povličamo Boga. Torej, za tega smo dilemo, a ne govorimo o sebi, a ne govorimo splošno o nekem dogodku, ki priča o tem, da Bog res živ. O nekom, ki imel neko podobo, recimo neko izkušnjo, zanimivo doživetja Božjega. Ampak, da, nisem predstavil, malo kaniku predstavil. To sem napisal, ker nekaj sem se prosila, ne pišem, pa še slike pošljam, to sem rekel, pa da je, še moj potem ne ve, kaj delam, kaj ne jaz, še jaz ne vem, kaj delam. Ampak, se da sem šel, pa res, kaj jaz delam? Če me enkrat polezem, rekel, pa v službe vprašajo sodelavci, pa kaj delate v zim, pa jaz ne znam povedati, se li še jaz ne vem, kaj ti delaš, ne? Ste res, tudi jaz ne vem, kako to definirati. Povedal sem pa eni molitvi, ki se imenuje Credo, vera, ne? Piše tam, piše čaka, ne? Mislim, v slovenskem prevodu piše čakujem, sem nekaj videl. Prostokume, celo plural. Čakamo, stojanje od mrtvih, se pravi, to je delo. Če delaš, če čakaš, če boš v Kristusa, je to blazno veliko delo. In življenje prihodne veku, ki ga lahko želiš v sveta. To je poanta, ker naš Bog živ. In že zdaj lahko živimo v nebesi. To je svetarski most tega duhovnega življenja. Čeprav smo v telesu, imamo notrno življenje. In ki ga moramo gojiti in razvijati. Zdaj bom se dotaknil neke moje izkušnje, ki je intimno. Moče ravno za tega nisem hotel govoriti o sebi, pa ker ste že vsi govorili o sebi, si pa rekel, da bom pa še spovedal nekaj o sebi. Največja zapore, oziroma stredve, ki počujete pa vse ostalo, in staro, malo zavezo, strani ljudem, ljubi svojega Boga. Kako rekel Gospod, ne? Z vsem svojim, kako? Srcem, mislimi, dušo in močjo. To je 100%. Na 100% smo poklicani, da ljubimo Boga. Vse, kar je več od 100% je greh. Če zapoved nekaj, kar definira greh, če ne izpolnjuješ zapoved, grešiš. V grškem smislu greh pa drugačno definicijo, kot je potem greh dobil na zahodu, ker je bila enostavno neka juridična praksa razumevanja greha, ker so bili Rimljani dobri pravni, Grki so bili filozofi. Za Grk je bil greh prekršen, se pravi zdrsljaj. Če se jaz ne vidim po pravi poti. Homer piše v svojem epu Unionak, ki je vzel koplje in ga je zalučal kot tetač in je zgrešil, vlagal amortan. Se pravi, greh je, za Grk je bilo nekaj, kar pomeni devijacijo gibanja. Ne neko statičnost, pa točno gibanje. To je dogodek, proces. In se pravi, ljubiti Gospoda, Boga, moramo na 100%. Če ne ljubimo Boga na 100%, že smo v stanju nepopolnosti, tudi rešeni, kot bi njemu rekel. Ja, ko je pa to možno? Vsega četje so ugotovili, da je pisal to možno. In najhitreje skozi molitev. In so razkrili, tako imenovali Jezusovo molitev. In obstaja zanimiva tehnika, šola, in to je v pravoslavi, tisto, kar najbolj pomembno in najbolj vredno,
da obstaja metodologija oziroma znanje ljudi, ki znajo to molitev, Jezus molitev, ki se glasi Gospod Jezus Kristus, usmiri se me, živeti in poučevati in prenašati naprej. Da ta molitev ti pomaga živeti že zdaj v tem rajskem življenju, ko Kristus pride na zemljo. To so v asketski literaturi opisuje pač na nek drug način, ki je pač obširno predal, ampak pomen je nam moliti, mora biti vedno gorniška in pa vedno mora biti radostna, če tako povem. Vedno mora biti radost pisovna. Če ni radosti, lahko pridete v depresijo, nekaj ni v redu. Pa kaj pa morate biti tudi pripravljeni kristjani. Kristjani bo imeti svoj ego, zmanjšati, da lahko Gospodu Kristus živel v nami. In prihajam tukaj na svoje izkušnje. Nekako čisto se moliti sam. Govorci pred mano so dejali svoje izkušnje, da so živeli recimo krščansko življenje tako, površno, mislim, niso bili rojeni v Kristusu, ki bili pač družinsko, tradicionalno, recimo, katoliki in tako naprej. To je normalno. Nobezni ljudi kristjani. Lahko te krstijo kot otroka, pa to ne pomeni, da si ti kristjan, če nisi res rojen v duhu. Jaz pa še za razliko od drugih še tega nisem mogel imeti. V družini, ker so bili v eni družini, ki je bila mogoče ateistična. No, noben tega ni javno rekel, pa ki je, recimo, lahko rečem, da je čisto ateistična še zdaj, recimo tako. In se sam učil. Jaz nisem do 60 leta nisem vedel, kaj je to Sveto pismo, kaj je to Biblija. Izkusil sem, čutil sem, da Bog obstaja. Ti plovi znanja niso bili jasni. In tako sem se navadil, to je dolg proces, sem nekako navadil, da mi molitev nekaj pomeni. Zdaj se nekaj pomeni. Ker sem zato, da to nekaj preščesa, ki so ne moram živeti. Vse lepo in prav. Kako smo morali, kako smo veseli, kako se igram, če jaz ne morim. Če jaz ne jamem, tako domače povedano, če se ne z njim ne zmenim, vse brez njim. In ponavadi, ko sem bil študent, sem se zato vzel čas soboto zvečer, pa včasih do nedelje zjutraj. Takrat sem že po moje že šel v cerkev. Takrat se še nisem obhajal, sem hodil v cerkev. In sem gotovo, kako je pomembno to stanje, to počakovanje. In takrat sem dobil občutek, to sem najdel počevanje vseh očetih, ko so rekli, da je prosija, Gospod pride vredno v nedeljo. Imena iz Kristus. Gospodu dan bo v nedeljo, kjer je ki imena. Gospodu dan, domenika. Ker je prvi dan, ki je Bog spravil sveti za nedeljo. In dan, ko bo spravil nov svet, bo spet nedeljo. Se pravi, že takrat to pomeni, da mene tekla veš, če bil še ta dan spat. Kaj pa, če pride Gospod? Se Gospod je rekel, pravi, to, kar pravim vam, pravim vsem, bedi, ker ne veste, da bodo šali. Spravi, da je bila nekaj čin izdaja, če bi jaz ne bi del, če bi šel spat. Sem imel slabo vest. In nekaj sem nekaj delal, sem bil tako zmatan in sem držal domov, recimo po 10. zvečer sobota, in se sedem na stol, in zdaj en del meni spodbudi, pejt spat, ko si zmatan. Drug del popravil, ne mora. Ne že teče ves. Pa pa spet en del meni pravi, pejt spat. Drug del, ne mora. Pa pejt spat, ne mora. Pejt spat, ne mora. Ko gledam, mislim, prv nazaj, ura bila že dve zjutraj. 4 ure, ta bolj trajal, ker sem čutil, da je traj 3 minute. Rekel, ok. Se pravi, zdaj še 4 ure sem zgubil, sem sam sebe prišel. To je dilema rešena, spanje ne bo, molitev. In za molitev pa, prav molitev je pa tako, to je zelo lepo, ko je kamer rekla, je potrebno, da pokliče Svetega Duha. In
Vsaka molitev začne s tem, da pokliče Svetega Duha. V proslavi je nam lepo molitev, ki pravi, po dahu, paronketa, panda, pirov. Ti, ki si posod in vse izpolnjuješ Sveti Duh, posod, ki si prisoten, vse izpolnjuješ. In s to molitev začne vse ostale molitve. Sploh se ne spučaš v molitev, če nisi pokliče Svetega Duha. In se spomnim, začnemo. Ampak, ko sem končal, jaz sem se obrnil, čez okno sem videl, da je že dan. Da je sonce že zašlo. Kaj se to dogaja? Pa prej se pa sem gotovo, ko so odkrili, šele, ko so odločevali menihi pomolja, da obstaja delta režim delovanja Boga. Alfa, beta in gamma, potem so odkrili še delta režim, ki se pojavljajo pri molitvi. Na teh, če si v delta režimu, se pa občutil, da čas ustavlja. In pa lahko razumeš recimo to, kar so v počasnih dušetih, pa po tega opisani dogodki, kot recimo starec Pambo, je pač njegov učenik pa rekel, nosi pa velika noč, kako ne priznujemo, pa je jim pokazal. In so šla ven, stopila pred cerkev, so dvignila roke in se tako dočakala jutro. Vse 15 ur noč. In mogoče ta intimna izkušnja, ki smo pripravili, ni zato, da bi vse, ampak zato, da bi nekako, in to je moja želja, da bi vsi začeli čim več, da bi pred molitev, nas učimo stavljati molitve, in nam čisti srce, da bi lahko s čistim srcem videli Duha. In s tem izpolnili največjo zapor. In takrat bi res živeli po Duhu. V tem bomo res lahko. Že zdaj. Že pred pozor. Veste, nebozetje, vsi te Bogovice, to je znano krščansko dejstvo, celo dobro. Da je Gospod želel že pred vstajenjem, na nebesi. Ampak potem sem poročal nekaj stvari, ki sem se kar presumil, ko sem gotovo, da obstaja nekaj, čez 10 primerov ljudi, ki so prav tako umrli, pa so po istem poti že na nebesi, so ostali pred splošnim vstajenjem. Ker za Boga ni smrt, tako in tako. To je Ladosov primer, recimo. Se pravi, Bog je Bog, ki je živ, ki se nam da, pa se smo morali nekako dati, da ga ljubim. Vse, kar je manj kot 100%, gospodalno gre. Tako, hvala.